Sem Maja Koršič Potočnik, odvetnica in vaš hudič advokat pri temah, o katerih imamo vsi svoje mnenje ali prepričanje, v javni debati pa največkrat ne najdejo mesta. Spoštovane, spoštovanim, dobrodošli nazaj, ali bi morala reči, živijo ponovno. Danes je z mano Rok Stritar. Rok, te lahko prosim, da se predstaviš tako, kot želiš biti predstavljen? To je vedno podlo, ker moraš pol razmišljati. Ampak jaz... Drugače moram pa jaz razmišljati. Ja, saj vem. Pa še neprimerno lahko predstavim. Ja, jaz sem Rok, ekonomist po vseh nivojih izobrazbe. Če grem bolj formalno svojo kariero, sem začel v akademskem svetu, delal sem na ekonomski fakulteti 12 let ali nekaj takega. Sem bil na tem, da postanem profesor, pa sem pa ugotovil, da to jaz ne bom preživel in sem potem se raje odločil in sem takrat freelancer naprej. Bil sem vedno povezan s podjetništvom, tudi na ekonomski fakulteti sem bil na katedri za podjetništvo. Imam tudi svoje podjetje, ki je 20 let staro, ukvarja se z malo prodajo gorniške opreme, ki buba del. Drugače pa večino svojega časa pa delam na svetovalnih projektih za večje organizacije, poleg izobraževanja, ampak za večje organizacije, večinoma na temo učinkovitosti pa iskanja vrednosti pri strankah. Učinkovitost bo tudi rdeča nit najinega današnjega pogovora, ampak predtem kljub vsemu, česa ne bi preživel na fakulteti? Ja. Neučinkovitosti? Ne. Jaz mislim, da se ljudje ločimo v dve skupini, in sicer ena skupina je precej večja od druge. In to je, eni ljudje imajo veliko raje zatohlo v sobi, samo da ni prepiha, jaz imam pa rad 120 na uro v glavo. To je razlika. In jaz na fakulteti, ko si toliko pa toliko časa tam, postane znanje, razlika med znanjem tvojim pa med študenti tako velika, da se moraš namensko bremzati nazaj in postane zatohlo. Meni je postalo zatohlo in sem sklenil, da bom raje iskal svoje izzive drugje. Ok. A začneva z učinkovitostjo. Zdaj, mogoče čisto za začetek. A se učinkovitost v podjetjih razlikuje od osebne učinkovitosti, učinkovitosti nekega posameznika, koliko smo učinkoviti pri organizaciji svojega časa, svojih obveznosti? V samem konceptu ne. Se pravi, gre se za to, da takrat, ko delam, v tistem času čim več koristi naredim. Tako da se v svojem konceptu je učinkovitost v firmi enaka kot je učinkovitost doma. Edino, kar je pa različno, je pa cilj, ki ga želimo doseči. Doma, jaz vedno pravim, da v privatnem življenju želiš maksimizirati neko srečo, karkoli že to je. Zato mi je všeč, ker je kompliciran. V firmi pa dobiček. Se pravi, v firmi si bolj učinkovit, če delaš več dobička. V privatnem življenju pa, če imaš več sreče. To sta pa zelo različna pojma. Pa samo tukaj še ta ločnica, pa bova potem pustila privatno življenje. Kako nekdo, ki je v službenem času, kolikorkoli že traja služben čas, stremi k učinkovitosti pri maksimiziranju dobička, naredi črto, ko stopi čez vrata in kar naenkrat preklopi in reče, od zdaj naprej bom pa maksimiziral svoj čas z otroki, svojo srečo, odnos s partnerjem. Zato, ker že tisto, kar v službi delaš zato, da boš lahko imel več časa z otroki, pa s partnerjem, pa s psom, pa z vsem, kar pač imaš. Tako da tukaj je, jaz mislim, da je ti vedno delaš zato, da se imaš v privatnem življenju lahko lepo. Se pravi, ne živiš zato, da delaš, ampak delaš zato, da živiš. Meni je to zelo pomembno. Tako da tukaj je ločnica. Mogoče na koncu vprašam, kako naredimo ta preskok, predvsem podjetniki, med katere sodiš tudi sam. Ja. Kako v bistvu narediš tisto črto in rečeš, od tukaj naprej, danes ne bom več razmišljal v biznisu? Mislim, te tabletke ni. To črto narediš po kar precej ene terapije, pa spoznavanju vzroka, zakaj tega preskoka ne moreš narediti. Jaz se strokovno, pa tako raziskovalno, veliko sem se ukvarjal s podjetniki, pa mentoriram veliko podjetnikov in moje spoznanje je, da niso pozitivni gonilci tisto, kar nas žene podjetnike, da rastemo naprej. Večinoma ne. So tudi, želim ustvarjati, želim prispevati, želim ne vem kaj, ampak večinoma so negativni, kot strah, želja po priznanju, želja po pozornosti, ne vem kaj, zapustitveni sindromi iz zgodovine in tako naprej. In praviloma, jaz še nisem srečal uspešnega podjetnika, kjer ne bi bili ti negativni gonilci
ponavadi celo močnejši kot pa te pozitivni. Veste, imate cel kup ljudi, ki so srečni z povprečno plačo, pa so doma, pa se imajo čisto v redu, ne. Zdaj, podjetniki se vedno predstavljamo, da bomo s tem, ker mi podjetje, da smo nekaj več, nekaj v resnici nas je pa malo bolj strah, no, ponavadi. Tako, to je ena taka spoznanje po mnogih letih v resnici, no, tako. Wow. To pa je zdajle tudi zame uvid, ker to v resnici res drži. Torej, to, da ne naredimo črte, ko pridemo domov, da ves čas v malih možganih razmišljamo, kaj bi bilo danes še treba narediti, je v resnici zaradi strahu. Pred čem? Da nečesa ne bomo naredili, da bo šla neka dobra priložnost mimo, da bo nekdo drug vzel to pred nami. Ponavadi gre to še za par stopinj globlje, ne. Nekaj je, ampak če se samo o denarju pogovarjajo, koliko denarja potrebuješ na mesec ali pa premoženja, da si varen, ne. Obstaja jasna meja, koliko je to treba, ne. Zdaj ne bom rekel, da s 1500 evri na mesec, da si varen, ampak s 5000 pa kakšne hude motivacije, da jih rabim 10, v resnici nimam. Podjetniki se ponavadi ne znajo ustaviti in pa se sprašuješ, zakaj, ne. In jaz sem srečal veliko več ljudi z manj premoženja in denarja, ki se počutijo bolj varno v svojem življenju, kot pa oni, ki imajo milijone. In tukaj ni izhod v več denarja, recimo, ali pa več uspeha, ne, ampak je izhod v nekem notranjem miru v tem kontekstu, da veš, kaj maksimiziraš. In če bi bila midva zdajle v relaciji mentoriranka-mentor na tem področju, bi bil najboljši nasvet, ki bi mi ga lahko dal, kako najti ta duševni mir? Midva bi se zelo hitro začela pogovarjati o nekih ključnih kazalnikih lastnega zadovoljstva. Ne, pač koliko sem na dopustu, koliko imam hobijev, kakšen imam družinski odnos, kako sem z otroki, kako sem z družino, kako sem vse skupaj. Ker jaz trdim, da če se to ne postavi v neko ravnotežje, bo tudi podjetniški uspeh slej ko prej bo pač prišlo do nekega burnouta. In pol se pa zadeva popolnoma ustavi. Ali pa do neke druge oblike bolezni, ki se ponavadi kaže v nekih psihičnih težavah, depresijah, avtoimunih boleznih, take stvari. Ja. Ravnotežje je pa nekaj, kar je univerzalno, ali je to nekaj, kar je odvisno od posameznika? Ne, čisto subjektivno so pa kazalci, ki jih je treba spremljati v tem kontekstu. Ne vem, recimo, kar se zdravja tiče, so te kazalci zelo zmerljivi pa jasni, ne. A te je strah iti k zdravniku ali ne. A so tam neki kazalci, ki kažejo v čudno smer ali ne, recimo to je že ena. Potem fizična kondicija je, če imaš uro ali pa kakorkoli, ti zelo dobro daje neprestan feedback in se lahko zavestno odločiš, kje približno želiš biti, da boš okej. Doma je pa po mojem ono, ko pridem jaz domov in meni neprijetno, da bom prišel domov, ali pa imam nek cmok v grlu, ali pa tako, ali se pa komaj čakam, ker me tam čaka nekaj prijetnega. Tako, to. Okay. A lahko sem še besedo ali pa dve o tem strahu, ki sva prej omenila. Je strah nekaj, kar je bolj lastno podjetnikom, ali je strah nekaj, kar nek povprečen zaposlen recimo doživlja v okviru svojega delovnega časa? Pa zakaj sploh prihaja do tega strahu? Mislim, moja teza, jaz nisem tovrstne raziskave, nisem delal, pa nisem psiholog, vse nas je strah, ne. Jaz tako gledam bolj anekdotično, ko gledam ljudi. Kar lahko pa potrdim, je, da je pa podjetnike, sploh ta uspešne, v povprečju bolj strah kot drugega. Če gremo čisto tule, zakaj bi nekdo delal 14 ali pa 16 ur na dan, ne? Zakaj ne bi šel na dopust, ne? Lahko rečeš, toliko uživam v svojem delu, okej, ne? Lahko je pa zato, ker izgovor. Ja, to je floskula. Lahko pa rečem, da je to zaradi tega, ker si ne upam iti, ne? Ker se bojim. Jaz poznam cel kup ljudi, ki je prodal firmo za, ne vem, 1 milijon evrov, pa si nič ni kupil, pa samega se je prepričal, da to ni dovolj, da bo on do konca življenja preživel. Pa srečaš pa nekoga, jaz sem pa enkrat srečal enega, ki je pa rekel, da ne upa imeti več kot 500 evrov na računu. Kako ne upaš imeti več kot 500? Rekel, ja, kaj pa, če se mi kaj zgodi, pa bo šlo pa teh 500 evrov nič. Ja. Ne? In kdo ima narobe, je komplicirana tema, no? Tako, to je z leti zelo spoznavano. Okay. Zdaj, če greva nazaj na to učinkovitost, pa se poskušava usmerjati na neke objektivne kazalce, zato ker sva ugotovila, da vse ostalo je v bistvu zelo pogojeno z tvojim mindsetom, kako razmišljaš, kakšna so tvoja osebna prepričanja, česa te je zares strah. Kje, tako na splošno rečeno, ali pa če posplošujeva, podjetja izgubljajo največ časa? Največji problem je, ker je učinkovitost
ne obstaja neke knjižice ali pa internetne strani, kjer bi jaz lahko pogledal, kaj v resnici učinkovitost je. Jaz, ko hodim okrog po podjetjih, srečuješ večinoma ljudi, ki so prepričani, da so na pragu svojih zmogljivosti. Zelo redko boš srečal nekoga, ki mu boš rekel, koliko imaš pa ti še kaj rezerve, pa bom rekel, ne, to so vsi so na robu. In govorimo o sistemih, ki so lahko do 20-krat za isti proces različno učinkoviti. Se pravi, tukaj je glavni problem, ki jaz trdim, da je v našem gospodarstvu, pa verjetno širše v evropskem, po mojem, je to, da se z učinkovitostjo v resnici nihče ne ukvarja. Zato obstaja delovno mesto, temu se reče tehnolog procesov. In tega v resnici ni. Razen v proizvodnjah, pa še tam malo golfajo, ko greš pa enkrat ven iz tega, se pa noben z tako imenovano tehnologijo dela ne ukvarja. Kaj je to, da ves čas razmišlja, meri in izboljšuje. To je to. Pa še ena zelo pomembna floskula je v Sloveniji, vsaj po mojih, spet nimam raziskave, ampak občutkih je, da je pri večini ljudi biti priden veliko bolj vrednota, kot biti pameten. Ne? Se pravi, če nekdo ful pridno dela, imamo občutek, da je tudi produktiven. Sam to ne bi mogli biti del od resnice. In če se nikoli ne pride do tega, da bi tisti, ki se s tem ukvarjajo, dejansko si dovolili biti pametni, pa razmislili o tem, kaj dela, pa se pač dela na neučinkovite načine. In jaz recimo pri vseh projektih, ki mi hodimo okrog, je to skupna točka. Ljudje so prepričani, da delajo, pa pride nekdo do zunaj, pa ga gledaš, pa zakaj ti tako delaš, pa je lahko, govorimo o brutalnih neučinkovitostih. Tema digitalizacije recimo. Orodja, ki so na voljo za digitalizacijo z izjemo umetne inteligence, so bolj kot ne nespremenjena že 20 do 30 let. Vi imate pa še zdaj v večini podjetij, v kjer jaz grem, še niso uspeli se digitalizirati. Se pravi, odpor, še vedno to jemljajo kot nekaj novega. Pa govorimo o vsaj 20 letih. Ko govoriva o digitalizaciji, zdaj z izjemo umetne inteligence, tega se bova dotaknila malo kasneje, to pomeni kaj? O kakšnih procesih se pogovarjava? Papirjev ne shranjujemo fizično, ampak gre toliko dokumentov preko nekega dokumentnega sistema. Da se ne podpisuje na roke, ampak se podpisuje digitalno. Da obstajajo namenska orodja, ki olajšajo spremljanje toka dela. Ne? Take stvari, tega je ogromno. Ko smo po našem mnenju, zdaj denimo, da nismo lastnik nekega podjetja, ampak smo delavec ali pa smo nekdo, ki hodi v službo in se nam zdi, da smo na robu svojih zmožnosti. To, kar sva rekla, da bi verjetno 90% naših poslušalcev glasovalo, da to je njihov primer. A ne? Kaj lahko takrat še naredimo, zato da se pogovarjamo o večji učinkovitosti? Ena stvar je odvisno, v kakšni organizaciji delaš. Večja organizacija je ponovadi bolj togo, kaj sam smeš početi, pa česa ne smeš. Ampak če delaš v organizaciji, kjer je možno nekaj delati, glede svojega, je smiselno si vzeti en del časa in razmišljati o tem, kako jaz delam in zakaj jaz to delam. Bom dal primer spet doma likanje perila. Moja mama je likala od moje žene, mama je likala, midva pa ne likava. Jaz nisem imel zlikane cote že 20 let. Sploh ne likate svojih oblačil. Ne gre za to, da date likati nekomu tretjemu. Ampak oba dva imava take službe, ki nama, ali pa sva si vzela to pravico, da nam do tega pač ne počnemo in pač ne počnemo. Zdaj pa lahko bo kdo rekel, da so zmečkana, pa umazana ali pa ne vem kakorkoli, ampak časa imamo precej več zaradi tega. Pa tega je še ogromno. In to vrstnega, zakaj sem dal to likanja? Ker tega likanja v firmah je stvari, ki jih lahko vzameš ven iz procesa in se vrednost, ki si jo na koncu naredil, nič ne spremeni, temu strokovno rečemo odpadek ali waste po angleško. In tega je ogromno. Nekih korakov, ki nobene vrednosti ne dodajajo. A je med temi odpadki, a so sestanki med drugim? Absolutno, sestanek je, če greva skozi te glavne skupine, torej neproizvodnih podjetij, je prvi vir odpadkov je komunikacija, maili, CC-ji v mailih, pa BCC-ji v mailih, pa ne vem, ogromno tega. To je prvi vir, ogromen. Drugi velik vir je, ker ponavadi podjetja nimajo namenskega programskega orodja za delegiranje nalog in se zato uporablja mail, ki je izjemno neprikladen za to. In tretji zelo pomemben vir so sigurno sestanki. Sestanki, kjer
porabljaš tone enega časa in enih udeležencev in se nekaj tam daje, v resnici gre pa velikrat za prelaganje odgovornosti pa blefiranje, da smo zaposleni. Jaz se vedno šalim, pa to je dejstvo v slovenskih organizacijah veliko, je, da imaš samo 2 statusa na voljo v koledarju, ne. Ali sem na sestanku, ali sem pa prost, ne. Tam tretjega najpomembnejšega statusa ni, ki Delam. pomeni, delam, ne. Ja. Ampak to, Ko bi ravno tako rabil, ali pa največ zasebnosti, oziroma največ nemotilcev ravno v statusu delam, ne me motiti. Ne, ampak takrat, ko nisem na sestanku, lahko letava vse. milijon stvari. Tudi recimo mail, ne, je tipična taka stvar, ki jaz pravim, da je dobro imeti urnik, kdaj greš mail pogledat, ne. Ker če si skozi na voljo za maile, ne, bo pač ti nekaj priletelo, te bo čisto iz tira spravil vsred tega, ki bi ti mogel biti nekje drugje. In mail ne sortira po pomembnosti in te poletavajo tako. In tukaj je, ne vem, mene so zelo fascinirali, francoske firme imajo to veliko, rečejo Jourfix, ki je glavna oblika komunikacije, so vnaprej predvideni 1-na-1 sestanki skozi teden, ne. Šef ima predviden od 10 do 10:30 bom s temle, pa bom to, in to je vse po urniku, ne, in s tem rešiš ene komunikacije cel kup. Tako da, ampak tukaj gre, to se zdajle tako lahkotno sliši, tukaj govorimo o faktorskih možnostih za prihranek časa. V temole, kar se zdajle pogovarjamo. Ampak vendarle, a ni mogoče prav v tem izgubljenem času, zapravljenem času največ priložnosti za razmišljanje, za to, da možgani grejo na pašo. Včasih rečejo, da na čik pavzah se rodijo najboljše ideje, da v bistvu ljudje vendarle rabijo neko obdobje tudi v delovnem času, ko lahko preprosto prihajajo do mogoče nekih prebojnih idej, ki jih ne bi dobili, če bi bili ves čas v delovniku optimizirani na 100%. Ne, tle je napačno razumevanje, ne. Jaz nikoli ne poudarjam, jaz pravim, da se zneb brezveznih stvari, zato boš imel več časa biti idle, se pravi ne zaseden. Ker jaz ne poznam nikogar, ki je bil obremenjen z neumnostmi, pa je prihajal na dobre ideje. Ker ljudje imajo dejansko občutek, da takrat delajo in ni idej. Glavna diagnoza kjerkoli vodje, ki sem ga jaz srečal v Sloveniji v svoji karieri, je: nimam časa biti pameten. In tukaj je, jaz pravim, da recimo predsednik uprave nekega velikega sistema mora imeti 2 sestanke na teden, ostalo mora biti pa fraj. Zato, da lahko razmišlja o pomembnih stvareh. Če ga imam jaz skozi zasedenega, ne bo do ničesar prišlo. Jaz ne poznam nikogar, ki bi tekom, lahko govoriva o tem, da medtem, ko sem travo kosil, ampak to je že skoraj malo meditacija, ampak ko sem en Excel kopiral podatke iz enega polja v drugega, da sem takrat prišel do dobrih idej, tega ni. Ko se pa ta obremenitev malo zniža, ko imaš namenski čas za to, potem pa prihaja do tega, da prihaja do izboljšav pa inovacij. Ja. Jaz recimo opažam pri odvetništvu, pa je to samo ena od panog, verjetno je pri storitvenih dejavnostih na splošno tako. Prvi stik s strankami je, ljudje pričakujejo, a lahko prosimo za sestanek. In jaz bi lahko 10 ur na dan, vsak dan preživela na sestankih, kjer sem šele na začetku, kjer se šele pravzaprav spoznavamo in še sploh se nismo začeli pogovarjati o tem, ali bomo sploh delali skupaj in na kakšen način bomo zadevo rešili. Torej, hočem povedati, da imamo v sebi integriran nek prvi impuls, a se lahko dobimo na sestanku. Se strinjam, ampak rešitev za to je pa, da postaneš zelo zahteven do svojega časa. Ne? Se pravi, da me dobiš na sestanek ali pa za neko stvar, vedno zelo tehtam. Ne? In je treba te ščite imeti. Iz tega vidika je bil meni všeč ta bolj ta star princip direktorjev s tajnico, ne? Ki pač na tajnica odbranila vse mogoče upadeke noter. In to, da je nujen sestanek v predfazi, jaz mislim, da ni. Ne? Jaz mislim, da je prvo izpolniti nek skoraj formular ali pa se pogovoriti z nekim AI-jem ali kakorkoli, ki pobere informacije, da sploh vidimo, a gremo kam naprej. Sam tukaj pa problem, ker navada je železna srajca in v določene stvari ljudje mislimo, da morajo biti, da je tako prav, pa ni nujno. No. Zdaj, jaz bi tukaj vendarle opozorila, večina recimo nekih knjig, ki naslavljajo rainmaking, kakorkoli, v bistvu pa nimam pravega
opozarjajo, kako zelo pomemben je ta osebni stik z ljudmi. In da zaradi tega so sestanki v bistvu dobrodošli, ker se lahko bistveno več zmeniš, bistveno boljše se spogajaš, bistveno hitreje uveljaviš svojo voljo. Ne, jaz sem velik prijatelj sestankov. Jaz pravim, sestanki jaz pravim, vodja mora biti predvidljivo dosegljiv. Se pravi, človek mora vedeti, da bo naslednjič z mano imel možnost komunicirati. Ampak ne vedno dosegljiv. Pa pri sestankih je vprašanje, kako velika kohorta nas mora skupaj sedeti. Jaz mislim, da tisti, ki zraven sedi, mora biti pač takrat vreden, če ne gre pa ven. Ne, tako. Seveda, nekaj je tudi tunga, ko mi kavico skupaj pijemo, pa tortice skupaj. Mislim, to ni sestanek. To ni sestanek. Ampak ko imam pa jaz sestanek, je pa to in ta osebni stik, jaz sem res velik pristaš osebnega stika. Sam ne pa, to gre v firmah po 12, zelo daleč. Po 12 prisotnih, pa se ti sanja ne. Moj rekorder je imel 16 sestankov naslednji dan napovedanih. Ne vem, jaz imam en sestanek, pa sem čisto zmatran na koncu. Pa ne morem več sestankovati. Če imam pa 3, sem pa za cel teden. Ne vem, jaz občudujem te ljudi, hkrati jih pa ne, ker vem, kaj pol tam delajo. In kaj je bil izkupiček, recimo, dela s takim rekorderjem? Iz 16 sestankov? Ne, tam ni. Veste, ljudje se vedno toliko spremenijo, kakor se hočejo spremeniti. In tukaj nismo imeli mandata, tukaj smo mi bili od firme, smo gledali, ne vem, nekaj drugega, pa je to samo neka stranska stvar. Ampak delo na temle, kar se zdajle pogovarjava, je v bistvu zelo podobno terapiji, zaradi tega, ker je treba naslavljati globoka prepričanja. Mi večina teh stvari delamo na neke avtopilote, ki so vgrajeni, in če delamo drugače, globinsko čutiš, da je to narobe. Ne? In potem to premagati mora biti izrazita želja posameznika, da si to želi v resnici premagati. To ne gre tako, da ti v nekdo predpisal, pa bo to v to smer šlo. No. Gre pa za zelo bazične stvari, ki jih je treba ponavljati ne vem kolikokrat. Ne. Recimo, podjetnik ne hodi na dopust. Ne. Podjetnik, ki ne hodi na dopust, je slab podjetnik, ker je on postavil firmo, ki je v celoti odvisna od njega. To je tako, kot če imam jaz otroka, pa ne more pri nobenemu drugemu prespati. Pa sem nekaj narobe. Katastrofa. Ali pa da ne more zaspati brez tebe. Ne more zaspati brez tega, da ga čofam. Ne vem, ampak to je pri podjetnikih je isto. No, potem pa slišimo še upgrade tega izgovora. Jaz ne rabim dopusta. To je pa že naslednji stadij. To je pa že naslednji stadij, ko ti začneš verjeti, da je podjetje tvoj hobi. Ne? In da je to tvoje življenje in da te to v resnici najbolj napolnjuje. Jaz sem videl že preveč zelo nesrečnih zgodb na to temo, ali pa so še v ustvarjanju. To je flosko, to je brez veze. Ne boste najdel nikjer nekaj, kar bi to podpirali. Ti potrebuješ, poleg tega, da imaš pač neko firmo, pa nekaj delati, rabiš tudi neke druge stebre sreče v življenju. In to, da ti kaj, ne vem, več prodaš, da te to toliko sreči, pač ne bo šlo. Mogoče sam z tega vidika, pač vsi imamo neke potrebe in po eni od lestvic, recimo potreb, imamo Maslovo hierarhijo potreb, ta je stara, pustimo, da smo se še v šoli učili. Ne vem, v enih teh novih lestvicah potreb, recimo ta being significant potreba potem, mnogi zadovoljujejo recimo na ta način, ne, da so uspešni, da zaslužijo recimo več denarja, da lahko sproducirajo boljše rezultate, ampak za kakšno ceno? Za kakšno ceno? Na kakšno dolgo obdobje? Pa jaz sem spraševal, smo delali anketo med podjetniki, pa smo bilo vprašanje oceni od 1 do 5, kako pogosto praznuješ svoje uspehe. Odgovor je bil pod 2 povprečje. To je samo izgovor. To mi je pomemben skozi to, da jaz neko firmo. Vedno najdeš nekoga, pri katerim, če želiš, boš vedno našel nekoga, proti kateremu se počutiš majhnega. Jaz vem, ker sem sam se s tem resno spopadel, pa se še zdaj kdaj. Ne? Ampak jaz, ko objavijo bilance, jaz lahko grem bilance gledati in bom takoj najdu firmo, ko bom rekel, ali pa pridem tukaj v vašo lepo pisarno pa rečem, mater, kaj meni ni jasno v življenju, ne? Zakaj pa mi jaz tega ne? Ampak pa se moraš spet prizemljiti pa reči, le imam pa toliko tednov dopusta, pa imam vse v redu, pa vsega imamo dovolj. Tukaj je ena knjiga obstaja, ki pravi If you're so smart, why aren't you happy? In ena od trditev, ki on noter pravi, je, da smo mi vzgojeni, da je uspeh redka in omejena dobrina. Ne?
Kar je pa ni res, ker mi smo lahko vsi uspešni hkrati. Se pravi, ni, da če to so te športi meni, mladinski, pa to blazno problematični. Ne? En zmaga, ostali pa jokajo. Ampak oni so vsi prsmučali dol v izjemnem času. V roku 20 stotink. Zdaj bo čisto zafrustriran, ker je tako nekaj drugače naredila. Tukaj smo vi narobe, jaz ugotavljam, tudi jaz sem tukaj narobe vzgojen. Mi smo lahko vsi hkrati, mi kot družba smo v izjemnem izobilju in se imamo fajn. Ne? A se vam zdi, da je to specifika našega dela sveta, da so recimo Američani v tem delu drugačni? Ker včasih se mi zdi, da so recimo Američani, da imajo veliko bolj vgrajen koncept, jaz lahko, sky is the limit, jaz lahko karkoli želim. No, to zagotovo. Klej je ta, mi dva z ženo velikrat prava, ta jugos, smelost, vzgoja, to nam ni nič dobrega. Sploh podjetnikom ne. No. Klej se ta razred še vedno postavlja, pa te vrednote, pa tako naprej. Sigurno je, pa mislim, da je prisotno to. No. Prisotno je to, da če bom jaz uspešen, sem imel primer enega podjetnika, mu je končno zalaufal, pa je naredil visok dobiček in potem me kliče pa prav Madonna, zdaj mi je pa neroden, bo v iPasu to objavljam, pa bojo drugi videli. Mislim, večina Američanov začne to vrstne priročnike s tem, da nas ne sme biti strah uspeha. Tako. Ker je dejansko to, res je pri nas, kako bojo v moji vasi, kako bojo v mojem okolju rekli, kaj se pa ta zdaj kar naenkrat gre. Ja. Tega je ogromno. Ok, zdaj, kaj je vitko poslovanje? Saj sva v bistvu povedala, samo da naredim uvod, da greva naprej. Mogoče, če sam dam malo tako, no, jaz sem se to vitko zaljubil čisto slučajno, ker je bila ena knjiga Lean Startup, ki je bila ful popularna, meni pa ni bila toliko všeč, ampak me je ta beseda Lean blazno začela zanimati. Začel zelo to študirati, eno knjigo, ki jo tudi zelo priporočam, sem je Lean for Dummies, no, najboljša knjiga, ki obstaja. In opisuje pač te proizvodnje metode, ki jih Toyota upeljala, bolj kot ne konec 80-ih let. Ampak, ko jo bereš tako malo za zares, ugotoviš, da to niti slučajno se ne nanaša samo na proizvodnjo. In da je ta vitka filozofija, bom sam na hitro povedal samo to, da bo pravi naslednje stvari. Prva je, da uspeh ne obstaja, če ga ne znamo vnaprej definirati in meriti. Če se gremo mi tehtati, kdo je bolj uspešen, ne? Če se ne zmenimo vnaprej, kaj je kriterij, imamo težavo. In jaz to pravim, da imamo mi kot družba s tem ogromno težavo. Druga stvar pravi, da namen kjerekoli organizacije je ustvarjati vrednost za svojo stranko in samo stranka je tista, ki lahko presodi, a je to zares vredno ali ne. Spet se lahko mi dva greva kregati, kdo je neko lepšo slikco narisal, na koncu bo to pokazala stranki in se bo en odločil A ali B in to je to. In vse, kdo je izobražen, kdo je tako. Tretje načelo pravi, da vse, kar jaz delam in ne ustvarja vrednosti za stranko, je odpadek, se pravi, ga lahko vržem stran. Po četrto načelo, ki pravi, popoln proces nima odpadkov, in zadnje načelo, ki pravi, da popoln proces ne obstaja. Se pravi, jaz vedno lahko izboljšujem svet okrog sebe s tem, da odstranjujem stvari, ki ne ustvarjajo vrednosti. To je ena stvar, ki prispeva k produktivnosti, ali pa delam stvari, ki ustvarjajo več vrednosti. To je to. Ok. Kam sodi, recimo, zdaj sem zastrigla z ušesi, vrednost za stranko? Recimo to, da se jaz izobražujem na področjih, ki niso neposredno povezani, da nimo s pravom, torej z mojim matičnim področjem, s pravom, s katerim se ukvarjam, sem pa zaradi tega veliko boljša pogajalka, boljši retorik, veliko lažje usmerjam ljudi na sestankih. To je če gremo v proizvodnjo, to je v nadgradnjo stroja. Ne? Če bi šla v proizvodnji, kam spada to, da jaz kupim boljši stroj, ne? Je tole. Ne? In izobraževanje ali pa usposabljanje sebe, da bom boljši, je v bistvu izboljševanje opreme, s katero delam, zaradi katere bom lahko posledično ustvaril več vrednosti v prihodnosti. In bo korist za stranko. Je pa nevaren, ker delam to na podlagi predpostavke, ker sem pa rekel, jaz mislim, da bo to bolj za stranko, ni pa nujno. Ne? In se lahko hitro, se je veliko stran poti v življenju, pač kakšne stvari delaš, ki misliš, da bojo koristne, po resnici niso. Ampak če bi bil človek vedež, ne bi bil revež. Normalno, vedno si lahko boljši. No, tako da to je to. Kaj pa so potem tiste stvari, recimo, ki pa res nimajo vrednosti za stranko in ki jih je treba dati na odpad? 7 podpisov na dokumentu, prepošiljanje e-maila levo, desno. Preveč dobro narejena stvar.
Okay? Nekaj, ki smo predolgo mencali z njo. Paretovo pravilo, 80-20. Ja, jaz opažam, da v svetu svet poganjajo pragmatiki. Ne? Na njih so pa ves čas jezni perfekcionisti. To je to. Ne? Ampak, če ti hočeš nekaj narediti, je treba It's good enough. good enough, pa šibaš dalje. Ne? Hkrati ti pa skozi nekdo žuga, kako da si na meji, pa da boš glih kar vse skupaj razpadlo. Je to malo tudi od osebnosti odvisno. Paretovo pravilo, ki pravi, da mi v 20% časa ustvarimo v bistvu 80% vrednosti, je zelo težko sede nekomu, ki se mu zdi, da kaj pa zdaj z vsemi ostalimi 20%. Vsega tudi ti spol narediš, ampak tukaj je spet strah. Ne? V tem primeru je unkaj perfekcionist, ga je še majčkeno bolj strah, ne? In on to, da mora še boljš narediti, v resnici opravičuje s tem, da lahko odlaša trenutek resnice. Jaz sem tako to videl. Pa jaz imam perfekcioniste zelo rad. Svet laufa, zato ker imamo cel kup enih panog, ki mora biti stvar, ampak mora biti pragmatičen perfekcionizem. Čas je vedno pomembnejši od odličnosti v večini primerov. AI, umetna inteligenca, kako bo ali pa že vpliva na vitkost poslovanja, kakšne preskoke bo prinesla, če jih že ni? Ja, jaz nisem ki bom ta prvi skočil za tehnološkimi novostmi. No? Čeprav me kdaj ljudje tako vidijo, ampak nisem. Nisi early adopter. Nisem tako. Za kakšne stvari ja, za kakšne stvari ne. Jaz mislim, da je pa objektivno za časa mojega življenja tale pojav generativne umetne inteligence stvar, ki bo največjo revolucijo povzročila od vsega. Mislim, da so orodja že zunaj, ki so izjemno zmogljiva in to zmogljiva do te stopnje, da jih večina ljudi nikoli ne bo znala uporabiti. Ta orodja so že danes tam in čaka nas ena brutalna kulturna transformacija, da si bomo to priznali, ki bo po mojem trajala vsaj toliko časa kot digitalizacija. Torej 20 let, naslednjih 20 let? Jaz po mojem še malo več. Da bojo ljudje, ker najpogostejša stvar, ki jo slišiš, ko nekomu rečeš ChatGPT, reče ta pa halucinira. Ne? To je najpogostejša stvar. Zdaj, od takrat, ki je to zares haluciniralo, do danes pač stvar ne halucinira več. Jaz ChatGPT-ja skoraj ne uporabljam, ker sem na Geminiju, ampak to je izjemno dobro poznal, izjemno zmogljivo. Ljudje si pa še kar takole. Hecno je, da so najbolj proti oni, ki se jih to najbolj tiče. Če vprašam eno zelo splošno vprašanje, prav gotovo je nehvaležno, ampak kaj je najbolj učinkovit poslovni model v današnji dobi, kar imamo pri AI-ju, recimo? Učinkovit, da bi naredil nek biznis z AI-jem. Da bi bili, pustimo biznis z AI-jem, ampak kaj danes pomeni učinkovito podjetje? Jaz mislim, da učinkovito podjetje vedno pomeni to, da ti procese, ki ni treba, da se človek odloča o njih, jih daš te odločitve stran od človeka. To je splošno. Ne? Se pravi, če imam jaz proizvodnjo, pa lahko robot nekaj naredi, je škoda, da to dela človek. To ljudi zna zelo boleti. Ampak ta stvar z AI-jem, to je to, kar je AI naredil, je iz tega dileme robota ali človek naenkrat prišla odvetnik ali AI, ali pa dizajner ali AI, ali pa ilustrator ali pa AI, ali pa programer ali AI, in tukaj to boli. Ampak najbolj učinkoviti so modeli, kjer rabiš čim manj ljudi, za začetek čim manj ljudi, in ljudi porabiš za to, da delajo bolj kompleksno delo, ki je pa težje. Ne? In zdaj se vrneva nazaj na vse mehke veščine, pa na vso izobraževanje, ki smo ga pridobili tekom naše rasti. To, da znaš pomiriti človeka kot odvetnik, in ne samo, da mu daš pravni odgovor. To, da iz sestanka izideš s kompromisom, s katerim so vsi zadovoljni. To je dodana vrednost, ki na koncu bo odločala o tem, ali bomo prisotni zraven, ali nas bo zamenjal AI v celoti. Tako, cel storitveni sektor, kjer delamo z ljudmi, ni neposredno direktno ogrožen. Tam bo še vedno ogromen enih služb, pa tega, ker tam rabiš te mehke zadeve. Drugje pa, prebrati en zakon, pa ven pobrati neke člene, se pa bojim, da ne bi na to stavil v prihodnosti. No, tako. Korporacije. Ja.
urbana legenda oziroma kar neka, rečemo sveta resnica, korporacije so počasne, toge, ohromele. Je to res? Oziroma, a lahko imamo veliko korporacijo, ki to ni? Torej, počasna, toga. Ne vem, zdaj dava primer AI-ja, no. Jaz pri velikih strankah sem bil okrog in povsod so bolj kot ne politike, kako AI med zaposlenimi omejiti. Tukaj obstaja nek blazen strah, da bodo neke občutljive informacije šle ven in potem imajo še te neumne zadeve, da jim nič plačljivega ne dajo, ker tam ti garantirajo, da ne bo šlo ven, pa ljudje zraven tako. To nažalost ne, ampak saj to je normalno. Večji sistem rabi več, da se prilagodi in zalaufa, tako da jaz mislim, da je tukaj v bistvu ogromen potencial za podjetniške priložnosti. Ker bojo pač lahko podjetniki, ti boš lahko danes, nekdo, ki ima 100 ljudi, boš ti lahko kot en človek sam vse naredil, ne? In zdaj on počasi ne bo več konkurenčen. A lahko? Odgovor je pa absolutno da, ampak je to odvisno od podjetniškega naboja predsednika uprave, po mojih izkušnjah. Če je, jaz temu rečem, velik medved, ki zelo močno zaropota, da se morajo stvari spremeniti, pa se bojo od spodaj navzgor, se pa ne. Smo pri vprašanju, ki mene vedno znova se vprašam, kako je sploh možno, da nekdo, ki je podjetniški medved, pristane na tako pomembnih funkcijah. A se to ne vidi že na poti njegove rasti na vodstveno funkcijo? Ali pa na Da bi ratu to, da je nekdo medved, da je absolventen, ne, kle so se narobe v medvedu, jaz medvedem, to je en vic, ki je Zajček diplomiral, pa ga je diplomiral je s temo Volk je idiot, ne. In ga je potem hodil po gozdu in mi je to razlagal, ne, in potem ga volk sreča in reče: "Kaj boš zdaj ti, kaj si to meni?" In mu ta pove: "Jaz sem diplomiral Volk je idiot, ne." In v tistem se grm odpre in stopi ven medved in zagrabi volka in ga točno. In pol nauk je, ne, ni važno, kako glupa je tema, važno je, kdo je tvoj mentor, ne. In tule jaz tega medveda pozitivno v tem kontekstu. Drugače pa odgovor na tole sem pa jaz videl, to je pa rak, ne. Ko ti v podjetju, v celi strukturi, ko se ljudje gor lezejo, dovoliš enkrat v zgodovini, da se nekje rakava celica vzpostavi, se pravi, nekdo pride k moči, ki nima interesa dobrega za firmo ali pa dobro za ljudi ali pa da razvijati produkte, ampak neke svoje stvari bo on gradil pod sabo isto strukturo, in če to enkrat prevzame, pol rad, in tega ni imel. Je pa meni zelo zanimivo, ko hodiš okrog vsaj uspešnejših podjetij, so na tem C-nivoju, to, ki so uprava pa to, so en zelo specifičen tip ljudi, to niso enaki. Te od spodaj ne vejo, kakšen moraš biti, da gor prideš, in to so malo bolj kavbojci ponavadi, no. Tako malo bolj podjetniki, ker če ne gre naprej. Izgorelost, malo sva se že dotaknila tega, pravzaprav že čisto uvodoma. Izgorelost in optimizacija procesov oziroma učinkovitost. Gre to z roko v roki ali se to med sabo izključuje? Ne, absolutno gre z roko v roki. Če imaš otroka, jaz trdim, da cilj vzgoje otroka je narediti otroka, ki starša ne potrebuje. Ne? Ti ga želiš vzgojiti, da zna iti sam čez cesto, da zna tam, ne. In če narediva primerjavo s firmo, je namen gradnje podjetja izgraditi stroj, ki podjetnika ne potrebuje. Če sem jaz lastnik, jaz sem zmagal kot podjetnik takrat, ko ta firma mene ne potrebuje več. In če mene ne potrebuje, pol jaz ne bom izgorel, ne. Bom pa definitivno izgorel, če sebe vgrajujem kot centralni del sistema in pol firma raste. Ker če sem jaz pomemben kolešček, če bom rastel, slej ko prej me bo zmanjkalo. A to delamo v povprečju na zavedni ali nezavedni ravni? Sebe vgrajujemo kot... Ne, po mojem nezavedni. Če zavedno upam, da po mojem je bolj ta nezavedno. Nezavedno zaradi strahu ali zaradi tega, ker želimo, ker smo kontrol friki? Ja? Oboje. Saj težko, delegirati je težko. Najti ljudi, postaviti sistem, ki deluje, to je najtežja stvar, ki jo lahko kot podjetnik narediš, in zaradi tega pač do tega prihaja, po mojem. Je pa to zavedanje, da tega nočem, je po mojem, ko se enkrat tega zares zaveš, pa si naredil to podjetniško terapijo čez. Se pravi, da bom jaz nezamenljiv. Ker otroci, ki zrastejo, pa jim še vedno potrebujejo mamo pa očeta, da jih za rokce držijo zraven, to res ni lepo videti, ampak firma je pa podoben. Ker meni se včasih zdi, da je
to na nek način statusni simbol. Toliko imam dela, da se ven ne vidim. Delam do 11 zvečer, nič ne morejo brez mene. Jaz sem tisti, jaz sem tista, ki moram v bistvu požegnati vsako odločitev. To so isti ljudje, ki pol na koncu mojih delavnic pride do mene, si omenil, da si imel terapevta, mi daš kontakt. Jaz bi lahko tule, ne bom, ampak zgodbe so, ne tega delati, ker to je lahko nek kvazi družbeni pritisk, pa neki, ampak tudi ne si BMW-ja kupiti, če ti BMW ni všeč avto, ne? Ali pa živeti, ne vem, v Rožni dolini, če ti tam ne paše, pa pet na vas, ne? Tako, ljudje, kle ta čredni nagon in te črede tovrstne so nevarne, no. Na nek način lahko rečemo, da je to čredni nagon, lahko pa rečemo, kaj drugega ti pa ostane za tvoj notranji občutek pomembnosti, veličine, Ja, jaz sem se s to temo egota pri ljudeh relativno pozno srečal, ker jaz tega recimo res nimam. In pol, ko srečaš ljudi, ki je sposoben sprejeti odločitev, ki je slaba samo zato, da jo bo on sprejel. Meni je to tako, sem bil naiven, kaj se je zdajle pravzaprav zgodilo? Gre tudi za to, da ljudje sprejemajo odločitve zato, ker ko jo bo sprejel nekdo drug in bo odločitev dobra, je izredno slabo zate, da ni prišlo iz tvojega zelnika. Nekdo drug je predlagal dobro odločitev. Ja, ampak jaz dam tule vedno primerjavo, ne. Če si greš učiti nek malo bolj kompleksen šport kot že starejši, ne. Imaš lahko dva tipa učiteljev, enega, ki te v dol tlačil pa te zmeril, ali pa enega, ki bo ful vesel zate vsaka stvar, ki ti uspe, ne. Zdaj vprašaš, kjer je bolj psihološko stabilen, ne. Moj terapevt je, jaz nisem veren človek, ampak on je pa vedno dajal te biblične, je rekel, glej, Gospodova miza je polna, ne. Če si ti samozavesten, pa tako, ti privoščiš vsem okrog tebe, da so siti pa zadovoljni, ker je to glavni pokazatelj. In tukaj je pa razlika med, jaz vedno rečem, med mojstrom pa mentorjem, ne. Tako, mojster hoče vse zase, mentor pa želi tvoj uspeh. In tole, ne dam jaz, zato ker je nekdo drug prav naredil, kaj pa z mojo samozavestjo, Mene ni zaradi tega čisto nič manj. Če je nekdo drug srečen, zadovoljen, če je pohvaljen, ni mene čisto nič manj. Še posebej, če smo znotraj iste organizacije. Tako. Odpuščanja. Odpuščanja v kontekstu vitkih organizacij in tudi v kontekstu uvajanja umetne inteligence. Kakšna je prihodnost? Okej, najbolj jasna ne vem, nimam steklene krogle, ne, vidim, da je do tega blazen odpor. Spet smo pa strah. Strahu pa še kulturi zraven, ampak če pogledate demografijo, samo zemljevid držav in spremembo prebivalstva v zadnjih 20 letih v tem delu Evrope, Slovenija, mi moramo biti zelo srečni, ker pri nas smo približno ohranjamo. Vzhodno od nas, na Hrvaškem je, ne vem, 500 000 ljudi šlo, jih ni več. V Srbija, Bolgarija in tako naprej. In cela Evropa, cel svet ima trend, da bo ljudi vedno manj. In ti ljudje bojo vedno starejši. Ja, hvala Bogu, če uspemo koga odpustiti, bom zdajle grdo rekel, ali pa da nima več te službe, bo lahko šel delati nekaj drugega, ki bo bolj za njega in bolj za družbo. Tako da jaz še dobro, da se ta AI pa vse tole zdajle dogaja, ker če ne bi imela Evropa strukturno, ali pa cel svet bi imel strukturno blazne težave to zrihtati, jaz sem pa optimist, da mi bomo zlahka z resursi, ki jih imamo, se še boljš imeli čez 20 let, zaradi tega, ker imamo sredstva, da to naredimo. To je pa zanimiva teza. Torej, zaradi AI-ja nam ne bo zmanjkalo ljudi, ker sicer bi nam jih zmanjkalo. Ne samo AI, predvsem avtomatizacija plus AI. Ja, definitivno. Saj nam že zdaj manjka, saj Slovenija ima najnižjo brezposelnost v Evropi, skoraj pa ne vem koliko tuj, čez 100 000 delovnih dovoljenj. Enkrat bo problem, ker tudi teh ne boš mogel več pripeljati. In zdaj, pač hvala Bogu, če nekje, ki nas je bilo 20, je zdaj samo še 5, ker imamo mi službo, če greš danes ven, boš službo dobil tako, če jo hočeš, je takoj tukaj. Okej, zdaj, če smo ravno v podcastu Hudičev advokat, pa če sem lahko zdaj jaz za minuto Hudičev advokat, kje v Kibubi trenutno najbolj kršite načela vitkega poslovanja? Kovačeva kobila je brutalno bosa, vedno in povsem. Ja, je težko, ne. In jaz mislim, da je po mojem najbolj v globinskem razumevanju, kje se ustvarja pravzaprav vrednost, pa v tem, da določenih vzorcev teh
navada je železna srajca, ne uspemo čez prideti. No. Tako da jaz nikoli, vedno pravim, ko predstavim svojo firmo, rečem, da to ni najuspešnejša firma na svetu in zagotovo tudi nikoli ne bo. Verjetno smo pa relativno kar nekaj zrastli, tako da smo dali čez stvari. Drugače pa prostora za optimizacijo ogromno. Jaz zdajle, ko bom šel domov, če imel še kaj časa, imam 5 idej, kaj bi bilo še za popraviti. No, zato se tudi ne ukvarjate samo z eno stvarjo, se ukvarjate z različnimi in na vsakem od teh vlog v bistvu izpopolnjujete ali pa delate druge stvari. Saj smo povsem enako. Ja, saj to je spet vprašanje, je to koristno ali odpadek. Ne? Ker če bi jaz ves fokus dal na firmo, recimo, ne, bi bila verjetno firma danes večja, samo to je pač življenje gre svojo pot. Ne. Pa veselje, pa interesi. Veselje, interesi, impulzi, hipne odločitve. Tako. Za nazaj je lahko biti general, takole pa, kar se mene tiče, vse v redu. Najlepša hvala, Rok. Ta pogovor mi je v bistvu tako zelo, ne bom rekla segel v srce, ampak jaz mislim, da je ravno zato ta del tvojega poslovanja zelo uspešen, zato ker se najdemo noter, čisto vsi se najdemo, tako ali pa drugače. In zdaj samo vprašanje, kaj bomo s tem naredili? Mislim, jaz bom tako za konec kruto rekel, ne. Rekel, moje spoznanje firm in vsega je, da vsaka podjetje zraste do praga nesposobnosti svojega ustanovitelja. In nesposobnosti se ne premaguje s tem, da delam več. Kako se pa nesposobnost premaguje? Ja, da ugotovim, da je treba delati drugače. Oziroma, da nekdo stvari, kjer nisem kompetentna, dela namesto mene. In da se obkrožim z bolj sposobnimi ljudmi. To je ena stvar, pa da si vzamem čas biti pameten. No. To je pa da jaz si zavestno rečem, bom imel čas za to, da bom stvari, kako jih delam, v resnici izboljšal. Iskrena hvala za ta pogovor. Mi se pa slišimo in vidimo čez 14 dni. Hvala, lepo se imejte. Čau. Poslušali ste epizodo podcasta Hudič advokat, ki ga ustvarjam odvetnica Maja Koršič Potočnik. Podcast objavljam vsak drugi ponedeljek ob 6. zjutraj na kanalih YouTube, Spotify in Apple Podcast. Imate vi kakšno perečo temo, o kateri bi lahko govorili v podcastu? Sporočite mi vaše predloge.